Kaj vam mogoče Božič pomeni, jutri je to praznovanje, kako ga praznujete, kaj vam pomeni mogoče? Meni je to zelo pomemben družinski praznik, na katerega se tudi dosti prej pripravljamo. Sicer letos je bilo bolj malo časa, ampak zdaj še delamo nakupe zadnje za družino. Kaj pa gospod Božiček vam bo kaj prinesel letos? Ja, bomo videli, če sem bila dovolj pridna. Pač praznik, doma, pošteno se najem, takrat cela družina, ne. Praznujem v domačem krogu, ponavadi povabim starše na večerjo, z možem, s hčero, pa nič kaj posebnega. Pa ne vem, ti prazniki vam niso mogoče stresni ali pa kaj podobnega, da morate vse nakupiti pa tako naprej? Ne, pravzaprav mi je ta vrveč v decembru prav všeč, da se nekaj dogaja. Kaj pa, vidva mogoče, kak ste kaj s tem Božičem, je kdo pisal Božičku mogoče? Ja, To ne. jaz sem pisal. Kaj si pisal? Bagera si želim, da. Onega na daljinsko vodenje. A ga boš dobil? Ja, upam, ne, upam. Kaj pa, če ga ne dobiš, kaj bo pol? To pa sem skregal z mamo. Ali pa z Božičkom. S Božičkom se moraš. Dobro, to z Božičkom. Zdaj pa 24. se dobimo na večerji, celotna družina, drugače je Božič malo izgubil pomen, ampak vseeno, upamo na bel Božič, očitno ga letos ne bo, ampak dobro, drugače pa nič ohranjamo, tisti družinski pa topli pomen, koliko še gre, ampak vedno več pač samo še darila pa to. To ni prav, se vam zdi, za ta darila, da se to komercializira? Ne, za otroke recimo še je primerno, zato ker jim pač princip Božiča nekako predstaviš, ampak vseeno se mi zdelo, da smo izgubili tisti občutek za toplino pa nek pomen, ki ga je včasih imel Božič, ne. Kaj šele pa potem, če gledamo krščanski pomen Božiča pa odstopanja v celoti, ne. Saj Božička je oblikovala Coca-Cola, sedanji podobo, ko ima, ne. Ja, prvo večerja, ne, pol pa gremo malo pogledati na polnočnice pa to pa, da kaj spijemo pa tako malo. Brez alkohola praznovanja v glavnem v Sloveniji ni, ne? Sej ni to, da bi se ga napili, ampak pač družba, ne, da se malo družiš pa tako, to je najbolj pomembno.